Lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki ste danes prišli v Rovte, da skupaj z nami obeležite Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov in 80-letnico konca druge svetovne vojne in genocida nad prebivalci Rov, ki ga je po končani druge svetovni vojni izvršila revolucionarna oblast. Posebej pa danes med nami pozdravljam evropsko poslanko gospod Romano Tomc, in poslanca Državnega zbora Zorana Mojškerca. Dobrodošli. Župnija Rovte je ob začetku vojne 1941 štela okoli 1400 faranov. Polovico od tega, to je 700, je bilo moških. Prebivalcev med 18 in 40 letom je po demografskih zakonih približno tretjina, kar pomeni okoli 230 moških. Po vojni je bilo umorjenih 218 mož in fantov, toliko jih je napisanih na farnih spominskih ploščah. Če k temu prištejemo še tiste, ki so padli ali bili pobiti med vojno, je jasno, da so komunisti nad prebivalci Rovt izvršili pravi genocid. Večino, skoraj 85% žrtev, ki jih je povzročila partizanska stran, je bilo umorjenih v povojnih pobojih. Po podatkih, ki jih je zbral in objavil zgodovinar dr. Jože Možina v knjigi Slovenski razkol, je vojna v občini Rovte glede na število prebivalcev leta 1937 vzela več kot 16% prebivalcev. Pretežen del, skoraj 14%, je v občini Rovte pomorila revolucionarna stran. V številkah to pomeni 312 jih je pokončala revolucionarna stran, 9 protirevolucionarna, 46 okupatorov. Obenem vam zdaj povabim, da si lahko pogledate graf, ki je objavljen v prej omenjeni knjigi dr. Jožeta Možine, kjer je razvidno, kakšna morija je Rovte zajela po končani druge svetovni vojni. In ko po 80 letih potegnemo črto, kje smo zdaj? Niti enega od tega velikega števila po vojni umorjenih Rovtarjev nismo še odkopali. Nihče še ni vladno obsodil teh zločinov. Zločinci so še vedno narodni heroji. Rdeča zvezda se še vedno svobodno sprehaja po naši domovini. Predsednica države podeli najvišje državno odlikovanje naslednikom teh, ki so odgovorni za te strašne zločine, in za piko na i nam odrekajo pravico do spomina ter nam ukinejo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja v Sloveniji. Sedaj pa vas povabim, da z nekaj kratkimi trenutki tišine se spomnimo vseh, ki so darovali svoje življenja na oltarju domovine za vero, dom in rod.
večni mir in pokoj. In večna duša in svetih. Naj počivajo v miru. Amen. Sedaj pa k mikrofonu vabim našega današnjega slavnostnega govornika, doktorja Janeza Zorca. Po mami izhaja iz rod, rojen 1949 v Argentini, že več kot 40 let živi in dela v Parizu. Gospod Zorec, izvolite, sedaj.